Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes boste lahko v tem pogovoru, v tej oddaji slišali veliko nasvetov, ki pravzaprav opolnomočijo človeka. Kljub temu, da bomo govorili o koroni, sami veste, da smo se že mesece nazaj zelo zavestno odločili, da o tej tematiki ne bomo govorili, da o tem ne bomo komentirali, podajali različne teorije, mogoče komentirali aktualne dogodke, statistike in podobno, a vendarle smo se danes odločili, da v goste povabimo dve krasni ženski, ki imata ogromno nasvetov, kaj vse lahko naredi človek sam, ko pravzaprav že ugotovi, da se je srečal z virusom. Torej, v moji družbi medicinska sestra iz UKC-ja iz Maribora, Marija Gorišek, sicer tudi fitoaromaterapevtka, in pa Sanja Lončar iz krasnega projekta, ki širi znanje in tudi opolnomoči ljudi na vse različne načine. Zdaj je ogromno tudi spletnih vsebin. Torej, lepo pozdravljeni. Hvala. Za sam začetek, Sanja, ti sama poznaš kar nekaj ljudi, ki so se srečali z virusi in si jih tudi sama spremljala, kaj se je dogajalo, kaj se ni dogajalo, preverjala določene ukrepe tudi v praksi in tudi sama zelo spremljaš vse najnovejše študije, ki jih je zdaj mnogo zaradi vsega tega dogajanja. Ja, velja za ta virus, ki je sicer trenutno najbolj popularen na svetu, enako velja kot za druge viruse. Torej, to je seme. Od tal je pa odvisno, a bo kakšno seme skalilo ali ne. Torej, tudi ta virus, ko pride, še ne more zavzeti in harati po našem telesu in rabi kar nekaj časa, da poskuša na različne načine predreti v naše celice in se tam replicirati. Torej, če vemo, da smo mi dirigenti, da smo mi vrtnarji v tem vrtu, potem ne bomo dovolili, da se pleveli razraščajo nekontrolirano in vsako seme, ki kaže željo, da bi kalilo, lahko z različnimi ukrepi omejujemo. Zdaj, to, kar si omenila, res poznam, zdaj že skoraj 20 ljudi, ki so bili pozitivni, potrjeni, nekateri celo hospitalizirani in tako seveda zelo me je zanimalo, v kakšnem stanju so bili prej, kako je stvar potekala, ne bom o tem mogla pisati znanstvenega dela, ampak je potrdilo to, kar v projektu za zdravje NET že leta in leta govorimo, da obstaja en ogromen prostor od trenutka, ko mi neki virus srečamo, do trenutka, ko se to bo ali ne bo zakompliciralo. In tle je tisto, kar lahko danes povemo tudi gledalcem. Torej, danes o ukrepih, kaj storiti, če si bil v stiku z nekom, če si sam potrjen, ali pa če te enostavno tako zelo strah, pa hočeš nekaj narediti. Torej, odlično. Marija, midve se tudi tikava, ti pa si zaradi svojega dela kot medicinska sestra s številnimi pravzaprav že bila v stiku, ki so bili potrjeni tudi, ne? Tako, za številnimi. Te je bilo kaj strah, oziroma te je strah, kako sama gledaš na to? Je veliko, kar lahko človek naredi sam, glede na to, da imaš poleg tega tudi konkretno znanje iz področja fitoaromaterapije? Moram priznati, da me ni strah. Ni me bilo strah, niti me ni zdaj strah, zato ker imam neko znanje, kako v bistvu stimulirati imunski sistem. Tako da dejstvo je, da tisti pacienti, ki smo jih tudi dejansko tudi sprejeli, ne, kot COVID pozitivne, ki so rabili našo pomoč, je, da niso tudi niti veliko vedeli v bistvu o stimulaciji imunskega sistema, tako kot sem se pogovarjala z njimi, ne. Tako da če imamo vse neko osnovno znanje, kako pa kaj, potem dosti lažje gremo skozi te okužbe, ne? Ker v bistvu s tem lahko ravnamo po enih takih principih, kot pri vsaki virusni okužbi. Torej, znova smo to slišali, pravzaprav so ukrepi enaki pri vseh virusnih okužbah. Korona ima pač najboljšo, promocijo trenutno? Ja, obstajajo verjetno tudi bolj nevarni virusi in zagotovo, gledajte, prej ali slej bomo vsi v stiku s korono. Ja, vem, da sem že nekajkrat bila, tako izvedela od ljudi, ko so malo pozneje zboleli. Drugače pa
pridejo verjetno še bolj zahtevni, tako da ja korono jemljem kot malo lažjo vajo za mogoče stvari, ki šele pridejo in lepo je videti, da je dosti ljudi dojelo, da to domačo nalogo ne moremo več preskakovati. Torej, tudi ta korona je pokazala, da to ni usoda, srečaš in zdaj vsi po istem tekočem traku, ne vem, kot pri kugi ali eboli bomo doživljali neke razplete. Kot sami vidimo, so zelo različne oblike tega in je odločilno, v kakšnem stanju je imunski sistem. Torej, korona je mogoče neznanka, ampak naš imunski sistem bi moral nam postati bolj znan, kot je trenutno in bolj se sprijaznimo z njim, bolj ga naštudiramo, ja, to, kar ti praviš, bolj ga podpremo, bomo prav nagrajeni s tem, da ugotovimo, da tudi ta COVID ni neko čudo, ki mu naš imunski sistem ne bi bil kos. Marija, verjetno se strinjaš, imunski sistem torej je ključen, ampak slišimo, da zbolevajo pravzaprav tudi zelo mladi in imajo težke oblike in morajo biti hospitalizirani. Torej to, ali si mlad, ali si star, nima veze s tem, kakšen je imunski sistem, kako je s tem? Jaz bi rekla, da ima veze. Ne? Če smo mladi pa imamo slab imunski sistem, bomo tudi razvili težjo klinično sliko. Tako da pač je treba v vsakem primeru delati na imunskem sistemu, ne glede pač na starost. Ne? Zdaj pa mogoče, če povem, kako se lahko pomagamo. Ne? Pač pri vsaki virusni okužbi je zelo pomembno pač ena 3 osnovna koraka. Ne? Zdaj, korona smo videli, da se lahko kaže v različnih oblikah. Lahko v bistvu gre na dihala, lahko gre na prebavila. Ne? Zdaj pa, če gremo na eno tako simptomatsko zdravljenje. Ne? Odvisno, imamo moker kašelj, imamo suhi kašelj, če imamo visoko temperaturo, če imamo prebavne težave, potem pa glede na to simptomatiko izberemo ene zdravilne rastline. Ne? Potem drugi pristop, ki je zelo pomemben pri virusnih okužbah, je, da stimuliramo imunski sistem. Najbolj znana zdravilna rastlina je v bistvu echinacea, o kateri mogoče lahko Sanja pove. In tretji korak je v bistvu obvezna drenaža jeter, ne? Ker pri vseh virusnih okužbah v bistvu naša jetra trpijo, ne? Ker moramo tudi vedeti, katere zdravilne rastline moramo izbrati pri drenaži jeter. Recimo najbolj znana je artičoka, ne? Ampak ena taka posebnost pri artičoki je, da v bistvu ona vsebuje to eno aktivno snov, ki se reče cinarin. Ne? Ampak tega cinarina je največ v sveži rastlini. Ne? Zdaj, če mi hočemo drenirati jetra pri okužbah, z artičoko je najboljše, da pijemo sveži sok iz artičoke. Ne? Če pa nimamo svežega soka, hočemo v obliki prehranskega dopolnila, potem pa moramo gledati, da so ta prehranska dopolnila narejena tako, da so se zdravilne rastline takoj, ko so se pobrale, šle v obdelavo, da se ta cinarin v bistvu ohrano. Ker ko mi odrežemo artičoko, cinarin začne upadati, količina tega cinarina. Ne? V vsakem primeru pa je veliko stvari, ki jih lahko sami naredimo. Predpostavljam, da je prvi trenutek, ko zveš, ok, zdaj pa imam korono, da se mogoče celo pojavi strah, da boš umrl. Ja, potem je pa svetovala neke zdravilne rastline za pomirjanje. Mogoče kakšen baldrijan, brahmi, ašvaganda proti anksioznosti. Ampak s tem stresom, pač s to mislijo, ki pravzaprav čist nagonsko oziroma vse tiste najstarejše dele možganov dejansko zbudi. To nas dodatno obremeni oziroma to verjetno dodatno obremeni imunski sistem. Ja, mislim, tisočletja poznano je, da so čustva največji strup, ki nas lahko zastrupi in strah je tisto čustvo, ki nas tako hudo ohromi, da še če ste do 5 minut nazaj imeli dobro delujoč imunski sistem, ko vas začne tresti od strahu, ga nimate več. To je tista razpoka, v kateri lahko vse prileti noter. Torej, prvo se moramo zavedati, da dokler po svetu hodimo brez strahu, skrbi, jeze, žalosti, smo dokaj neprebojni za patogene. Se najlažje usedejo takrat, ko vse naši ti energijski pretoki se ustavijo, zato ker jih kakšno takšno čustvo sesuje. Zato tudi ta kampanja strahu, ki smo ji priča, po eni strani mogoče malo pospeši disciplino, ampak po drugi strani tako sistemsko znižuje imunski sistem slehernega posameznika, da verjamem, da močno prispeva tudi k statistiki, ki nam ni všeč. Torej, zelo pomembno je, da človek opravi tudi to domačo nalogo, ampak ne moreš se izogniti strahu, če ne
veš, kako stvari funkcionirajo. In jaz vsakemu pravim, da bi fitoterapija delovala, da bi aromaterapija delovala, da bi vse tisto, kar imamo na razpolago, tudi nutrienti, vitamin D, vemo, mislim, ključno. Iranci so zdaj delali študije in to prav na hospitaliziranih osebah, torej osebah, ki imajo zelo hude klinične slike, pa so jim samo spravili vitamin D na normalo, torej sploh ne govorimo o nekih ekstremnih odmerkih, pa je v tej skupini bilo 50% manj zapletov, 50% manjša smrtnost. Pa govorimo o ljudeh, ki so res prišli že v zelo slabem stanju. Torej, neki ukrepi so dosti preprosti, direktno povezava vitamina C in stanja naših pljuč, direktno povezava vitamina D in nekih zapletov. Torej, to lahko naredimo zelo hitro. Ko pa hočemo, da nam naravne rešitve pomagajo, vsakem pravim, ne čakati, da se vi že srečate z boleznijo, da te že trese vročina. Takrat ne boš prav razpoložen za branje knjig. Moraš z rastlinam biti na ti. Torej, ko sem kolegica pokliče in reče, veš, rekli so mi, da te moram obvestiti, ker si moj kontakt, pili smo čaj 3 dni nazaj, sem obležala. Takrat samo tako pogledaš levo, desno po polički in že veš, kakšna je moč ingvera, kakšna je moč tvojega pripravka iz ehinaceje, kaj pega, nimamo artičoko svežo, imamo pa pegasti badelj, pa kurkumo, torej že vemo vzvode, na katere je takrat treba pospešeno pritisniti. In danes točno o teh vzvodih, se pravi, na kaj pritisniti, kaj zveš, bil sem v kontaktu, ne vem, sam imam, kako gledati pravzaprav tudi na vročino, vsem tem bomo torej govorili. Zdaj, morda, če gremo na eterična olja, ki so tebi zelo, zelo domača, veliko je bilo tudi v preventivnem smislu govora o tem, da jih lahko uporabljamo že na način, da jih damo na masko, ampak da moramo biti seveda pazljivi okrog tega. Kako je s tem, kako sama kot strokovnjakinja na tem področju spremljaš vse, kar se svetuje, vse, kar najdemo na različnih spletnih straneh in podobno? Kaj zdrži in kaj ne zdrži? Iskreno povedano, ne spremljam več, zato ker je bilo toliko napačnih stvari napisano na spletu, da ne spremljam. Je pa res, da je veliko, to bi lahko imeli kako drugo oddajo, ampak zdaj gremo, kako se lahko pomagamo pri virusnih okužbah. Jaz ne bi dajala na masko, zagotovo ne. Mogoče bi si naredila kako oljno mešanico z eteričnimi olji, ki imajo močno protivirusno delovanje. Teh eteričnih olj je več, mogoče bom izpostavila najbolj znana, Ravinsara, eterično olje, ki je res najbolj potentno eterično olje, ki ima prav proti virusom delovanje, pa tudi deluje proti drugim virusnim okužbam, proti mononukleozi, ampak dobro, pustimo, zdaj to me malo zaneslo. In je izredno varno eterično olje. Zdaj je zelo pomembno, ko delamo z eteričnimi olji, da vemo, kako mešamo mi te mešanice, ker zelo pomembno je, koliko kapljic gre v bazno olje. To je tudi pomembno, da vemo. Določena eterična olja oziroma večina eteričnih olj se ne daje nerazrečeno na kožo. Izpostavila bi čajevec, ki ima izredno protivirusno, protibakterijsko delovanje. Bi ga zagotovo uporabljala pri takšnih okužbah, zato ker deluje kot imunostimulant. Ker rekli smo, da je pri virusnih okužbah zelo pomembno, da stimuliramo imunski sistem, delujemo simptomatsko, pa tudi dreniramo jetra. In čajevec v bistvu ima hkrati antivirusno delovanje, pa je v bistvu kot imunostimulant. In mogoče bi še 2 eterična olja omenila, in to Eucalyptus radiata in Globulus. Eucalyptus globulus je v bistvu se uporablja za odrasle ga uporabljamo. Eucalyptus radiata bomo dali pri otrocih, še posebej, če se je virusna okužba pokazala v bistvu na zgornjih ali spodnjih dihalih. Spodbuja izkašljevanje, kar je v bistvu zelo pomembno, ima izredno protivirusno pa tudi protibakterijsko delovanje. Sicer ta radiata za otroke ima malo manj bakterijsko, ampak je glavno antivirusno eterično olje. Pri eteričnih oljih verjetno velja tudi opozorilo, kakšne kvalitete kupujemo. To sem pa ošpica dobila. Ja, v bistvu danes je marketing zelo močen, pač prodaj kaj vse po vrsti, Niso vsa eterična olja kvalitetna, ko piše bio eterično olje, super ohinah, ne, v bistvu ne.
Zelo je pomembno, da na etiketi vidimo, iz katere rasline je narejeno eterično olje, iz katerega dela je pridobljeno, na kakšen način smo ga pridobili. V bistvu z drugimi besedami mora biti navedena tista aktivna snov v eteričnem olju, ker tiste aktivne snovi so zdravilne. Ne? In zdaj veliko eteričnih olj se tudi, kako se reče, iščem besedo, sintetično. Tako da tisti, ki se odloči za nakup eteričnega olja, naj gleda pač tiste kvalitetne proizvajalce, ki res imajo aktivne snovi navedene na eteričnih oljih. Takih je pa malo v Sloveniji. Malo je, ja? Ja, malo jih je, ja. Vem pa, da je veliko piramidnih sistemov. Ja. Na tem področju eteričnih olj. Daš ogromno denarja za eterično olje, misliš, da je kvalitetno, pa ugotoviš, da si s tem na futru 15 ljudi vsej. Jaz osebno mogoče za ta piramidni sistem, ko sem študirala fitoaromaterapijo in pač sem iskala eterična olja, s katerim bom delala v Sloveniji. In pač od enega piramidnega sistema pošljem temu zdravniku, ki nas je pač učil, če lahko delam s temi eteričnimi olji. Pojma nisem imela o eteričnih oljih. Pa rekel, ne, niti slučajno, niti ne dermalno, torej na kožo, mogoče v difuzor, ker tam sploh niso navedene aktivne snovi. In smo jo končali s piramidnim sistemom. Sluznica, ko si ravno omenila difuzor, kakšno vlogo ima sluznica, kaj lahko naredimo za njo, sploh zdaj, če smo rekli, da smo ugotovili v tem trenutku, bili smo v stiku. Glejte, tako mnogi pravijo, da je naše čreves in črevesna sluznica šengenska meja, ampak zakaj bi mi čakali, da že pride do šengenske meje? Torej, mi lahko ukrepamo že precej prej. Jaz sem tudi zagovornik, zakaj me ne bi že zrak ščitijo? Torej, eterična olja so obramba mojih zunanjih meja, preden sploh pride do mojih sluznic. So tudi obramba sluznice, zaradi tega je vdihavanje boljšega zraka zelo kakovosten način. Ampak, ko pride do sluznice, fajn je poznati strategijo virusov. Ko so jih študirali, to so zelo koristne raziskave, so ugotovili, da ko virusi enkrat pridejo na sluznice, ne grejo tako kot po tekočem traku takoj naprej, ampak se na naših mejah začnejo kopičiti in nabirati, verjetno se rabijo tudi, ne vem, reorganizirati in na juriš potem poskušati naprej. In so ugotovili, da to gre nekako v enih valovih. Torej, da se virusi zadržujejo na teh zgornjih sluznicah vsaj nekaj ur, preden grejo naprej. In to je trenutek, ko mi moramo uleteti in počistiti. Torej, ni potrebe, da bi, ne vem, 24 ur na dan mi vdihavali ali, ne vem, sesali kakšne pastile ali grgljali, ampak higiena sluznic, da se spomnimo, ali ne vem, da si zjutraj speremo slanico, da jih nekajkrat na dan da zaužijemo ali pogrgljamo kakšno stvar, ki deluje recimo lepo protivirusno. Imamo ingverje, imamo čajevce, imamo propolis, imamo ameriški slamnik, sladko korenino. Vse to deluje tako, ne le da nam očisti sluznice, ampak nekatere izmed teh rastlin so dobesedno policaji, ki čakajo trenutek, ko kapsulirani virus zapušča kapsulco in hoče preiti skozi našo sluznico. Torej, to je trenutek, ko je virus najbolj ranljiv. Res zanimivo so to naštudirali. Torej, kapsulirani virusi, tudi korona je kapsuliran virus, v enem trenutku mora ven iz te svoje zaščite in takrat se on poskuša prikleniti na našo sluznico in prebiti skozi. Lažje mu bo, če je naša sluznica suha. Torej, zelo pomembno je, da sluznice niso suhe, da vzdržujemo eno vlažnost in ta zaščitni sloj na sluznici. Še boljše je, da jih še malo oblečemo. Torej, tle je koristno v tem času uživati zaščitne sluzi. Islandski lišaj, slezove korenine, vsi pripravki, ki so iz oskolistnega trpotca, so idealni, seveda, če jih znamo pravilno uporabljati. Tudi tle je cela štala, kaj vse se ponuja. Sluzmi je treba nežno delati. Sluzi, ko jih prekuhamo, niso več uporabne. Torej, to je tisto, kar na en blag način nas varuje. Potem pa pridejo še tisti, ki jih res lovijo v trenutku in ne dovoljujejo, da grejo skozi. Tle so recimo bezgove jagode, spet, če je pravilno pripravljen pripravek, ali recimo ameriški slamnik, spet, če imamo delujoče pripravke, oni prav delujejo, da jih takrat snamejo in da jih takrat zdesetko. Ja, uporabljam to strategijo. Ja, če vem, da se kaj zgodilo, ta trenutek ukrepam,
Po toči zvoniti je prepozno, lep slovenski pregovor. In ponavadi ne pridemo naprej, da je treba komplicirati. Evo, da ne bo toče, tudi če ste že ugotovili, da ste bili v stiku z nekom, ki je potem zbolel, mogoče celo bil hospitaliziran ali karkoli podobnega, v nadaljevanju še bolj konkretno, zdaj smo malo temelje postavili, v nadaljevanju pa zelo konkretno in zelo, zelo praktično, kaj lahko naredite takoj. Dobrodošli znova nazaj, nadaljujemo pogovor. Bili ste v stiku z nekom, ki je okužen oziroma sami imate potrjeno okužbo. Kaj lahko naredite sami? Ugotovili smo to, da se mogoče tresete, kaj se bo zgodilo, kaj se ne bo zgodilo in padete v paniko, da je to nekaj, kar bo pravzaprav oslabilo vaš imunski sistem, mi pa ga moramo torej okrepiti in to hitro. Nadaljujemo tale pogovor. Zdaj, mogoče nekaj besed, če namenimo vročini. Prav vročina je mnogokrat tista, po kateri ljudje prepoznajo, da imajo morda virus v sebi. Katera so tista zlata pravila, ki jih moramo upoštevati? Ker nekateri rečejo, sem imel samo 2 dni vročino, nekateri rečejo, 14 dni se borim z vročino. Ali je naša vročina naš prijatelj, naš sovražnik, kako je s tem? Vročina je naše najbolj inteligentno orožje. Zdravniki so v starih časih rekli, daj mi vročino in vse lahko pozdravim. Mi danes pravzaprav mislimo, da je virus vročina. Kje pa? Virus bi skakal od sreče, če vročine ne bi bilo. Vročina je tisto, kar mi sprožimo, ko ugotovimo, da se nam je nekaj že vtihotapilo v sistem. In namesto, da gremo peš, pa preverjamo v milijardah celic, kje se pa zdaj skriva, je najlažje termostat prestaviti na točno določeno temperaturo. Pa ste tudi pri tem virusu zdaj, niso to neke temperature od do. Večina ljudi bo rekla, da ima 38,3 do 38,6, le nekje se stvar giblje, torej nihče mi ni rekel, da je imel 40. Torej, naše telo, imunski sistem deluje tako, da ujame enega neprijatelja, ugotovi, na katerem ognju ga je treba cvreti, da ga onesposobiš in potem celo telo dvigne na to temperaturo. In če smo prijatelji s svojim telesom, je najbolj inteligentni način, da pustimo vročini, da opravi z njim. Ko mi v strahu, da je zdaj vročina problem, zrušimo to vročino, mi v osnovi na stežaj odpremo vrata in dovolimo repliciranje virusov. In seveda s tem samo pomnožimo problem. Mal ga odložimo, ampak po nekem času bojo okrepljeni udarili. Torej ne nižati vročine. Glejte, spet, do neke točke telo brez težav prenaša vročino. Katere točke? Ja, te točke se začnejo, bolj strokovno da pove, kot medicinska sestra, pri kateri točki? Zdaj, če gledamo z stališča uradne medicine, pač do 38 pediatri odsvetujejo zniževanje temperature. Zdaj pa več različnih prepričanj. Ja, mislim, da nihče ni prepričan, kako pa kaj. Jaz osebno ne znižujem svojemu otroku vročino. Če traja več kot 3 dni, potem pa dam določene rastline, s katerim v bistvu znižujem telesno temperaturo. Ne dajem te sintetične antipiretike, ampak mogoče pa bi res omenila iz mojih lastnih izkušenj najbolj naravni ta antipiretik, ki znižuje telesno temperaturo, je amla, amalaki. Ne vem, če ste slišali, to je indijska rastlina. Torej se jemlje na 3 ure, odvisno zdaj, kakšne oblike imaš, ampak to so neverjetni rezultati, v bistvu, kako hitro telo izgubi tisto vročino. No, imamo mi tudi domače, za zniževanje vročine. Kadar pridemo do tega, ampak zdaj, Sanja, če nadaljujeva, torej, imaš vročino, kaj narediš? 38, torej tisto, kar je pod 39, dobro, to je z varnostnim faktorjem, načeloma se nevarne vročine se začnejo okrog 40, takrat res že ni hec, ampak tle, dok se mi držimo na nekih 38,5, je boljše dati mir, telo je treba shidrirati. Fogel je zapisal, peč lahko hajcaš, dok je dovod zraka in dimnik odprt. Zdaj, prevedeno na naše telo, to pomeni, mehanizem vročine odlično deluje, če nismo dehidrirani. Ker kaj se zgodi? Telo prvo nas trese, prvo nas mrazi. Zakaj? Zato, ker se v središču proizvaja temperatura in v enem trenutku, ko telo doseže svoj namen,
potem želi sprostiti temperaturo. Takrat odpre vse lopute in takrat se mi potimo, takrat iz nas gre kar nekaj vlage. Konflikt v telesu nastane, če smo mi dehidrirani, ker takrat preprosto telo ne more spustiti 1 liter vode, če smo mi že popolnoma suhi in takrat lahko pride do krčev in do zapletov. Torej, zelo pomembno je, da oseba, ki ima vročino, pazi, da je dovolj hidrirana, posebej, da izotonične zadeve uživa, torej, da nadomešča tudi so. Druga pomembna zadeva je, ne smemo biti zaprti. Zanimiva je tudi ta povezava, zaprtost, vročina, torej, če je otrok zaprt ali če je starostnik zaprt, kar se rado zgodi v tej populaciji, dajmo odvajalo, naredimo klistir, uživajmo hrano, recimo, ne vem, trpotec, luščine so eno od najbolj naravnih načinov, da zagotovimo, da vročina ne bo še dodatno zasušila črevo in ustvarila težave. Ko izpolnimo ta 2 pogoja in seveda takrat ne dajemo beljakovinsko hrano. Ta trenutek, ko mi imamo 38 v želodcu, naši encimi ne delujejo in ni tistega jej, da boš zdrav, ampak če ješ, te zastrupljam, torej takrat moramo uživati lahko prebavljivo hrano, lahko prebavljivo torej bolj rastlinsko. Bolj rastlinsko, nič telesu ne bo manjkalo. Glejte, kuža, muca, kura, nič ne je, ko je bolno. Zato, ker noče porabljati svojo dragoceno energijo še na predelavo hrane, ki jo telo ne more predelati. In dajmo dojeti, da takrat ne smemo posiljevati ljudi s hrano, ker od hrane takrat ni koristi. Je bolj v breme telesu, takrat, ko imamo vročino. Tako je. Včasih, kako sami gledate na to? Jaz se včasih spomnim, ko sem bila bolna, mi je mami zmeri hotela najtežjo hrano dajati, zaradi tega, da me bo fajn ukrepila. Torej, ravno obratno, kot smo mislili, ali kako? Ja, obratno, kot smo mislili. V bistvu, ko imamo vročino, naloga v bistvu prebavnega sistema je, da se ukvarja z imunskim sistemom. Ne? Zdaj, če mi obremenimo, to je malo bolj z ajurvedskega stališča, ne? Če obremenimo naš prebavni sistem za hrano, ne bomo preusmerili njegovo delovanje. Ne? Tako da v bistvu ajurveda zelo lepo rešuje take zadeve z postom. Ne? Tisti dan, pač tisti starejši, ne, pač odrasli ljudje grejo na en taki vodni post z vročo vodo, zdaj, če pa imamo otroke, jim v bistvu dajemo kakšne čajčke ali pa čiste take juhice. Ne? Pa se niti ti ne paše takrat, ne? Ne, otroci nočejo jesti, ne? Ampak mamice pa ne, so silile ali pa, dobro, jaz sem se naučila, da ne silim svojega otroka, je pa res, da organizem z razlogom odklanja hrano, nima apetita. Tako da je to čisto normalno. Ne? Je pa tako zelo pomembno, da pač pazimo, da ne pride do dehidracije zaradi visoke vročine. Ne? Tako da če gremo na otroke, če otrok pije, smo lahko veseli. Ne? Zdaj pa moramo nekako najti ta način, da se v bistvu zagotovi dovolj tekočine. Kako je zdaj Sanja s tem? Ok, rekla si, pusti na mir, hidriraj se, ne biti zaprt, lahka hrana, da to vse teče. Zakaj imajo eni 14 dni, eni imajo pa 2 dni? Večinoma vročina vztraja takrat, ko se mi proti njej borimo. Ete, človek ima vročino, takoj poseže po kakšnem antipiretiku, zbije to dol, imunski sistem v čudu gleda, kaj počnemo in reče, aj ovaj moj normalen ali kaj, in seveda poskuša priklopiti isti program in mi največ energije zgubljamo takrat, ko se telo bori, da zahajca. Aha, za preklop. Ja, to največ pokuri naše energije. Takrat nas trese, takrat nam je neprijetno. Če mi ustrajamo in pustimo vročino, takrat, ko vročina pride do želenega nivoja, si ti lahko 2 dni z vročino brez težav, lahko bereš, nekaj počneš, ne boriš se proti njej. Tista borba, potenje in hajcanje, takrat gre ogromno energije. In ljudje smo kraju zdelani, totalno. 10-krat zbijo vročino, 10-krat je vročina udarila nazaj. Jaz seveda imate rad tvoj imunski sistem, pa ne odneha. Pri nekaterih pa odneha, to je slabši scenarij. Pri kroničnih boleznih se dogaja, da ljudje nimajo vročine, zato ker je imunski sistem že rekel, če si bolj pameten od mene, potem pa naj ti bo, ampak to je slaba novica. Pri rakavih bolnikih pa tam imajo problem, tam ne morejo več sprožiti telo vročino. Torej, zelo pomembno je, da dojamemo, da nas ne izčrpava vročina. Mi lahko pomagamo celo, da vročina zelo malo energije vzame. Torej, to je ono, pihamo z vetrom. Ko telo hoče segrevati, mi še dodajamo polenčke, tako da uživamo potem res take stvari, ki segrevajo. Glejte, ne morete takrat, ko se vročina v vašem telesu dviga, piti med in čaj. Ker to je sabotaža, ali ne vem, takrat piti alojo, ali takrat piti, ne vem, sok iz korenčka ali rdeče pese, ker to vse hladi telo, odvzamemo toploto. Torej, takrat je treba lipo, klinčke, ingver,
da telo reče, hvala, da ne Se pravi, rabim. sodeluješ z vročino. In takrat, ko vidimo, da telo že hoče odpreti pore, da nam že udarja toplota ven, no, takrat pa lahko začnemo hladiti. Takrat pijemo metin čajček, kamilce, bezg, da se potimo, ampak ne smete piti bezg na začetku, ker se prehitro odprejo pore in ne dosežemo želeno vročino. To je taj fine tuning, res knjigca Adijo prehladi je tam vse sistemsko napisano. Torej, sodelujemo. Veliko smo že govorili o pljučih, kajti pljuča so tista, ne, ki so tukaj najbolj napadena. Ti pa si vendarle omenila jetra. Na kakšen način je vse to skupaj povezano? Glede na to, da ti imaš znanje uradne medicine, ki gleda na telo bolj kot na stroj in hkrati tudi druge znanje, tudi ajurvedo, pravzaprav vse tradicionalne medicine pa gledajo na telo kot na nek vrt. Tako. Zdaj, če mogoče je kdo imel kakšno virusno okužbo, tudi rotavirus, ne, če se je dal kri pregledati, ne, so opazili, da so jetrni testi zelo povišani. V bistvu virusne okužbe nekako grejo skozi jetre, zato ti jetrni testi kar grejo višave. Ne. Fitoterapija v bistvu obvezno predlaga ta pristop drenaže jeter, kar pomeni, da mi omogočimo v bistvu tem toksinom, ki so odgovorni za nastanek teh respiratornih bolezni, da jim omogočimo, da lažje grejo skozi. Ne? To je zelo pomembno. Ne? Zato se dela ta drenaža jeter zraven stimulacije imunskega sistema. Zdaj, mogoče, če omenim, katere zdravilne rastline so, rekli smo artičoko, ne? Pegasi bader si ti omenila, ne? Lahko uporabimo regrat, ki je sicer tudi mogoče za drenažo, bolj za drenažo ledvic, ampak če nimamo kaj pri roki, lahko ga tudi vzamemo. Pa repinc. Sicer on je bolj za bakterijske okužbe, ne? Ampak lahko vemo, da tudi pri virusnih okužbah lahko prije do bakterijskih vnetij, recimo kakšne bakterijske pljučnice dodatno, ne? Tako da lahko repinc v tem primeru tudi uporabimo. To so take 4 glavne rastline. Ne? Ja, bi mogoče dodala, zdaj iz Hildegardinih izkušenj, recimo zelo hepatoprotektivne so tudi bazilike, tulsi, pa več stvari hkrati, tudi protivirusno. Ona jih je dejala tudi za hemoragično, mislim, zato, ker mi danes poznamo kot malarija, hemoragična mrzlica. Zdaj, glede na to, da ta virus ima nekaj podobnega, tudi s to linijo virusov, zagotovo nam bazilike in tudi posebej tulsi ne bo škodoval malo več. Ja, recimo, če se nadovežem za ajurveda pa priporoča filantus neroli, to verjetno zagotovo niste slišali, je glavna rastlina recimo za vse virusne okužbe, ne? Hepatitis B, C, vse, kaj je povezano z jetri. Zanimiva. Eksotika. Eksotika. Kaj pa kurkuma? Kurkuma je tudi eksotika, ampak se mi zdi, da že bolj poznana. Ja, kurkumo imamo pri roki in zagotovo je kurkuma več stvari hkrati. Ena stvar je tudi ta, da res tudi drenira jetra, drugo je pa, da je tudi protivnetna in tudi hladilno deluje v telesu. Tako da mislim, da gledajte, to ni eno, to ne obstaja tisto, kar reče silver bullet. Mislim, zdaj pa mi iščemo čarobno besedo, ki bo odplaknila. To je način življenja. Če živiš zdravo, na dan sigurno popiješ 3 različne zdrave čaje, še 2 zdrava napitka, dihaš nekaj dobrih vonjav v zraku, pa eventualno temu dodaš še kakšen ukrep, žvrkljaš olje, izpereš nos slanico in koktajl vsega tega je tisto, da telo reče hvala, to mi delaj še naprej. Sama v vsakdanjem življenju z virusi in brez virusov, ki imajo tako in drugačno promocijo, nekako živim zdravo, ampak že leta nazaj sem sama pri sebi ugotovila, da kadar sem bila blizu, da me je nekaj zašlatalo, da sem takoj nehala jesti sladkarije, vse težke beljakovine, vso težko mastno hrano in pa dodala ogromno vitamina C in D. Presenetilo me je, da te D-vitamin celo prej potegne ven iz dreka, ne, po domač povedano, kakor C, in pa seveda veliko vode in počitka, predvsem pa, da greš kar že ob 7 zvečer spat. Ja, zdaj si cel moj protokol pravzaprav naštela točno po tem vrstnem redu. Res je, vitamin D je številka 1, ki nas drži zelo dobro nad vodo pri respiratornih virusih. Druga res zelo pomembna zadeva je ravno to, če odklopiš
In razum je največji izčrpavalec našega imunskega sistema. On tudi producira vse te strahove, skrbi. Torej, včasih je najbolj pametno, kar lahko naredimo, je, da ugasnemo televizijo, da smo ob 9 v postelji, eventualno, da si imajo dobre glasbe, pustimo kapljico sivke na blazino in zjutraj se bomo zbudili prenovljeni. In res, še to mislim, da je zelo pomembno, da slučajno nekdo med gledalci spregledal, takojšnja ukinitev cukra. Ja, sem sladkosned človek, res. Ampak, ko začutim to, kar si omenila, da me nekaj šlata, da ni čist, to ne rabi biti vročina. Pomembno, da mi to začutimo še bistveno prej. Takrat absolutno tako, karantena za vse, kar diši po sladkem, ker naše imunske celice pod vplivom sladkorja se upočasnijo na polovico. Res, tako, da imaš pijane policaje, ne morejo opraviti svojo nalogo. Torej smo direktni saboteri imunskega sistema, če čutimo, da se nas nekaj loteva, mi pa takrat še udarimo te dodatne obremenitve. Torej, naše telo res ne zahteva preveč, ampak samo dajmo mir, da imunski sistem naredi to, kar lahko. Torej, Marija, je tale kombinacija slabe novice, veliko časa posežemo po sladkorju, zaradi tega, ker smo čustveno mal, pa strah. Ta kombinacija je pravzaprav že sama po sebi taka obremenjujoča za imunski sistem. Ja, se strinjam, zagotovo, ja. Izklopimo televizijo. Mislim, ne smemo poslušati več take, ja, virus zagotovo obstaja, ampak ne sme nas biti tako strah, ker avtomatsko, ko nas je strah, zmanjša se imunski sistem in pride do čustvenega prenajedanja sladkarij, ne, to tudi sama vem. Tako da se strinjam, ja. Torej, sami vendarle imamo škarje in platno tukaj, ali obstaja možnost, da dobimo pa virus, ki nas bo pa res, ki pa vsakega pravzaprav položi? Glejte, ja verjamem, da če ne v tem trenutku, nekaj mesecev, ne bo človeka, ki na sluznicah ga ne bo imel. Tako kot ta trenutek vsi imamo širihjo koli, salmonelo, vse imamo, tudi vse seve gripe. Torej, tako kot, ne vem, vsi pleveli lahko zrastejo na vrtu, dajmo fokus od bežanja pred boleznijo, ki je zelo drago, neučinkovito in res tako psihotično, preusmeriti to, da se ukvarjamo samo s tem, da s tisto, s čem se ukvarjaš, to krepiš. Ukvarjanje z mislijo na boleznijo je najboljša popotnica za razvoj bolezni. Ukvarjanje s tistim, kaj lahko ta trenutek naredim za zdravje, omogoča, da čisto vsakič, ko nekaj primeš in to misliš dati nase ali vase, se odločaš, a bom s tem pomagal ali bom delal težave lastnemu telesu. In to je naša volilna pravica. Res 10-krat na dan odločamo, a je to vredno napora, ki ga bo naše telo imelo, da mi to prebavimo, da se s tem ukvarjamo. Marija, predpostavljam, da si bila nekajkrat že testirana. Večkrat. Večkrat. Ampak jaz imam mešanico eteričnih olj za svojo službo, tako da jaz si naredim mešanico, se lepo mažem, tako da držim se še. In kako te sprejemajo, se opravičujem, in kako te sprejemajo kolegice, druge medicinske sestre, glede na to, da imaš ti taka znanja, ki jih lahko prineseš tudi v to delovno okolje, ki je zdaj najbolj obremenjeno? Tiste, ki imajo rade te stvari, pač vprašajo z določene nasvete, tiste pa, ki še niso odprte do te stvari, pa pač ni nobenih nekih težav, da bi zdaj v redu. V redu. Ja. Super, evo, končno neke take fine besede, ne? Tudi strani medicinskih sester, čeprav zares vso priznanje tudi za vse tvoje znanje fitoaromaterapije. Še kakšna zaključna misel, Sanja, mogoče taka, da nas brcne v rit, da ugotovimo, da je pa vendarle odvisno predvsem od nas, kako bomo odreagirali?
Ja, ogromno tega je, kar bi lahko naredili. Jaz lahko našim gledalcem tako podarjam možnost, da 5 različnih pripravkov, ki jih vsak lahko doma naredi brez strahu, da bi nekaj narobe naredili, si jo gledajo. Naredili smo res eno brezplačno online delavnico, samo naj vpišijo delavnice.zazdravje.net, pa bojo prišli do enourne delavnice, ki jo lahko sestavimo iz stvari, ki jih imamo doma. Domači pripravki, vitamin C, domače fermentacije, domače razmnoževanje probiotikov. Zakaj se ne bi s tem ukvarjali, namesto da si res izpiramo možgane slabimi novicami? Super. Hvala lepa za vse informacije in za zdravje. Če se ne bomo ukvarjali z zdravjem, se bomo morali z boleznijo, tako da dajmo se ukvarjati z zdravjem.